Že tradicionalen sejem gramofonskih plošč se v Medvodah odvija dvakrat letno in privablja tako zbiratelje kot radovedneže. Organizator Rok Tomšič pravi, da gre za dogodek, ki povezuje ljudi skozi glasbo in spomine. Je pa tako, da mi zmeri delamo, se pravi organiziramo en sejem plošč v maju, pa enega v septembru. Se mi zdi, da je to dovolj za eno tako mesto, kot so Medvode. Glede na to, da se precej teh sejmov dogaja tudi po drugih krajih po Sloveniji, vedno bolj je to popularen. Vedno več različnih generacij tudi hodi na te sejme, kar nas veseli v bistvu. Tako da ja, evo, danes je super dan, direkt ta prav dan za takle sejem. Na sejmu so bili 4 prodajalci, zasedene pa so bile vse mize, kar pomeni, da so imeli veliko dobre robe, tako da se je dobilo za vsakega nekaj, ne glede na zvrst. Prodajamo vse, kar ljudje radi poslušajo. Imamo od vse žanre, rock, pop, punk, heavy metal, slovenske narodne, ex-jugo. Načeloma ljudje vse poslušajo. Kakšen je pa obisk danes? Obisk je danes zelo dober. Verjetno je to posledica tudi današnjih volitev, pa tudi veliko ljubiteljev glasbe je. Vedno več mladih. S prodajo se ukvarja ljubiteljsko. Zdaj, če bi se s tem profesionalno ukvarjal, mi ne čar in to ni to. Kot prodajalec se je sejma udeležil tudi Ernest Porenta, ki mu sejmi predstavljajo druženje z ljubitelji glasbe in prijatelji, pa tudi pomoč sočloveku. Jaz sem danes tako malo za hobi, pa da srečam stare mladeniče izpred 50 let, ki smo začeli v Medvodah v elektrarni, mislim, da prvi disko v Sloveniji. Ampak imate pa tudi neki prodaje, ne? Nekaj plošč prodaje, tisto, kar imam po dvoje, ali pa kar sem dobil, pa imam še nekaj ponudbe od pokojnega prijatelja. Delam uslugo ženi, ki je ostala, pa imajo enega otroka, ki je malo revež in poskušam jim narediti dobro delo. No. To je to. Lepo. Kaj pa sami radi poslušate? Poslušam jazz, pa folk, predvsem tudi pa progresivno glasbo, pa stari rock mogoče, pa tudi kaj novega, če je. Kaj pa obiskovalci? Kako to, da si danes prišel sem le v Medvode? Bil sem že enkrat na Metelkovi, ko so se isto prodajali te plošče in mi je en gospod tam in mi zdaj obvešča preko maila, kdaj so kakšni te sejmi po celi Sloveniji, tudi po drugih državah, v Italiji, na Hrvaškem. Kaj pa rad poslušaš? Raznovrstno v bistvu, vso glasbo. To bolj zberam tako za užitek, pa malo za nostalgijo. Kaj držiš v roki? Trenutno imamo od Modern Talking, Let's Talk About Love, pa od Glorie Gankor. Nekaj tako, malo starejše. Kaj pa organizatorju? Tomšiču predstavljajo gramofonske plošče, kasete in CD-ji. Zbiramo v bistvu že od 8. leta, se pravi začel sem s kasetami, a ne. Pol počas še CD-je, pa sem pa v bistvu od očeta, se pravi od fotra sem dobil, ki je to zamrl, sem dobil cel paket njegovih vinilk in od takrat naprej se sam še zbirka širi, ne. Fotra jih je pa tudi na nov začel zbirati, ne. Tako da ja. Kaj se največ posluša? Zdaj misliš na splošno ali? Pri meni doma je, se pravi, rock, heavy metal, tudi blues, jazz, rock včasih, ampak ja, predvsem pa rock, heavy metal. Prav tako kot na sejmu gramofonskih plošč se tudi v klubu Jedro trudijo, da s koncerti poskrbijo, da negujejo glasbo, da ostane večna. V bistvu v tej priložnosti bi vas pa še povabil, se pravi 23. maja v klub Jedro, en super koncert Mašarik za vse ljubitelje dobre glasbe, tako da vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih, Eventim, se vidimo. Na prireditvenem prostoru pa je prvič letos tudi uradno zaživel še Bolšji sejem, kjer so prodajali vse, kar je lepo ohranjenega, pa se ne potrebuje več. Od otroških oblačil, koles, igrač, pohištva, keramike in starine z domačih podstrešij. Dogodek je organizirala občina Medvode, ki z boljšaki spodbuja krožno gospodarstvo in ponovno uporabo. Več pa koordinatorka Barbara Bališ-Markovič. Ni čisto prvi Bolšji sejem v Medvodah, je pa ponovno prvi. Zdaj smo se potrudili oziroma vzpostavljamo Bolšje sejme vsaj 2-krat mesečno ob nedeljah. Letos se pravi je prvi, danes, pa naslednji je 25. maja, ravno tako nedelja.
Kakšen je odziv prodajalcev? Bi ste hitro dobili nabrali, vidim, da so v bistvu vse stojnice polne, ne? Ja, na srečo so vse stojnice polne. Sicer je res, da je to vloženo kar precej truda, da pridobiš prodajalce, zdaj pa moramo vlagati tudi v to, da dobimo tudi obiskovalce. In kakšen je obisk, mogoče za prvič kot tako nekaj uradnega? Ja, za prvič je obisk, recimo temu, prijeten. Seveda prodajalci najbrž še niso zadovoljni preveč s prodajo, ampak vsi upamo oziroma verjamemo v to, da se bo Bolšji sejem v Medvodah prijel. Naslednji predvidoma že to nedeljo, 25. maja na pokriti tržnici. Zelo lepo bi povabila prodajalce, da se udeležijo teh nedeljskih dopoldnevov, in še lepše bi povabila tudi obiskovalce, da podprejo prodajalce, da se pridejo podružiti in da preživijo določene dopoldneve ob nedeljah v Medvodah. Naslednji 25. maja. Naslednji 25. maja. V juniju pa 8. in 22. med 8. in 14. uro. Prijave in več informacij pa najdete na občinski spletni strani. Pobudnik Bolšjega sejma pa je tudi Bojan Šparovec. Zakaj pa se mu zdijo tovrstni sejmi pomembni? Majhen to rata, po domače rečeno, šara, ne? Pa to šaro rad človek potem na čase malo zamenja in potem prideš sem pa malo ponudiš, malo daš, malo prodaš in tako naprej, pa na en lep dan mine tudi ne. Kako pa kaže prodaja? Pri teh Bolšjakih je majhen problem, ker jih je nekaj ratalo, ne? To se pravi, imamo tamle v Stanežičah, imamo v Ljubljani, ne? Škoda je, da to ni v sobotah, recimo podaljšek živilskega sejma, ne? Ker pride veliko ljudi, ne? To je edino, to je škoda, drugače je pa v redu, pač dogaja se, ne? Stari kolegi se srečajmo in tako naprej, pa malo se izmenjamo, pa izkušnje, življenje pa vsega, tako da je prijetno. Tina Vidovič pa je svojo spletno trgovino oblačil z druge roke prenesla na medvoški Bolšji sejem, saj ta, tako kot pravi, idealna priložnost, da daš oblačilom drugo življenje in jih ponudiš po simbolični ceni. So rabljena oblačila vsa, je second hand trgovina. Navdih za second hand trgovino je predvsem to, ker si želimo zmanjšati hitro modo in poudarek dati na trajnostni modi. Kakšen je obisk danes? Drugače lušten. Obisk je, malo smo promocije naredili in nekaj ljudi je kar prišlo. No? Oba sejma sta dokaz, da so Medvode kraj, kjer se preteklost sreča s sedanjostjo, v glasbi in predmetih, ki znova najdejo svoje mesto. Tako da vabimo vse, da to priložnost vzamete za svojo trajnostno odločitev.